Lepo pozdravljeni, dragi gledalci našega YouTube kanala, dragi spremljevalci našega podcasta. Danes snemamo v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru. Stvar je povezana seveda z našim sodelovanjem z omenjenim muzejem. Pa smo priložnost izkoristili za to, da nekaj besed spregovorimo tudi z direktorico muzeja, nasplošno o muzeju in pa seveda o sodelovanju z muzejem. Pa za začetek morda, čez 3 leta bo 70 let, kar je nastal vaš muzej. Kako je prišlo do nastanka tega muzeja? Res je, Muzej narodne osvoboditve Maribor je bil pod tem imenom, kar je zelo pomembno, pod tem imenom, torej Muzej narodne osvoboditve Maribor, ustanovljen 1. maja 1958. leta, okrajni odbor ga je takrat ustanovil, seveda pa nekako začetki ali pa zametki tega muzeja segajo že v leto 1947, ko se je v Pokrajinskem muzeju Maribor osnovala zbirka narodno-osvobodilnega boja. Že takrat se je začelo z načrtnim zbiranjem tako arhivskega gradiva, kakor tudi predmetov, muzeali, vezanih na drugo svetovno vojno oziroma narodno-osvobodilni boj. Takrat, ko je prišlo do ustanovitve Muzeja narodne osvoboditve Maribor, so se ti predmeti prenesli v stavbo, kjer se muzej še danes nahaja. To je nekdanja meščanska vila, zgradila jo je mariborska družina Šerbaum, oni so bili industrialci, glede na to, da je v njihovem mlinu na Grajskem trgu zasvetila prvič v Mariboru žarnica. Lahko rečemo, da so nekako tudi začetniki drugega vala industrializacije v Mariboru. Hiša je predtem služila za različne namene, tukaj je bila srednja gozdarska šola, pa je bilo Avstro-Ogrsko poveljstvo za Soško fronto, torej daleč od same fronte, od mesta dogajanja. V času druge svetovne vojne je bil tukaj nemški gozdarski urad. Nato so prostori hiše služili raznim sindikatom, družbeno-političnim organizacijam, kot pa že rečeno, od 1. maja 1958 je tukaj Muzej narodne osvoboditve Maribor. Že opozorila ste na ime Muzej narodne osvoboditve. Namreč po drugi svetovni vojni je nastalo nekaj muzejev, ki so imeli v imenu revolucija in tako naprej. Ne konkretno točno nujno vezani izključno za narodno-osvobodilni boj, ampak morda malo širše, ampak ne, v Mariboru je bil Muzej narodne osvoboditve. Kako to, da je tu Muzej narodne osvoboditve? In še vedno to ime obstaja, ker vemo, oni muzeji z imenom revolucija so zdaj muzeji sodobne, novejše in podobno. Ja, še zmeraj smo zgodovinski muzej. Muzej narodne osvoboditve ime se je ohranilo takšno, kot je bilo začrtano, določeno ob sami ustanovitvi. Najbrž je to vezano tudi na boje za severno mejo, kajti Maistrovih borcev. Prva razstava v tem muzeju je bila namreč vezana na boj za severno slovensko mejo in velikokrat so direktorji pred menoj, predvsem dr. Ževart, razlagali, da se narod osvobaja na najrazličnejše načine. Ni to rečeno, da je samo vojna, narod se lahko osvobaja tudi preko kulture, lahko se osvobaja preko športa, lahko se osvobaja z volitvami, z najrazličnejšimi drugimi aktivnostmi in tako se je ime ohranilo. Seveda nas številni, predvsem starejši Mariborčani, velikokrat imenujejo Muzej NOB. Tudi ko sem sama hodila v osnovno šolo in na gimnazijo, smo rekli, gremo na obisk v Muzej NOB. To ime se je prijelo očitno med Mariborčani, pa vendar, ko včasih razlagam, ne, Muzej narodne osvoboditve od začetka, me številni hočejo prepričati, ne, mi sigurno vemo, da je bil Muzej NOB. Seveda potem za razstavo o boju za severno mejo je pa bila res v obeh nadstropjih obširna in natančna razstava o narodno-osvobodilnem boju na mariborskem območju. Pa morda zaradi tega nas povezujejo z NOB, ampak že dolgo v Muzeju narodne osvoboditve Maribor ne prikazujemo razstav samo o vojnah.
prva, druga svetovna vojna. Prikazujemo tudi, vezani smo predvsem na območje Maribora. Zgodovina Maribora je pestra, zgodovina Maribora je zanimiva. Velikokrat naletimo na določene podatke in odstremo še tisti del, ki je bil do takrat zastrt. Ukvarjamo se tudi z prikazovanjem razvoja najrazličnejših kulturnih društev, potem razvoja kulture, glasbe, subkultur. Ustanovili smo namreč zbirko subkultur pred 2 leti. Zaenkrat imamo skejtanje in pa BMX. Ukvarjamo se tudi z prikazovanjem zgodovine športa, razvojem športa v Mariboru, razvojem turističnega Maribora. Skratka, nekako smo prisotni na prikazovanju preteklosti vseh področji, ki so kakorkoli v preteklosti zaznamovali naše mesto. Ampak muzej je seveda odprt tudi za druge razstave, ne samo za vaše lastne. Saj mi imamo izkušnjo pravzaprav, da smo že drugič pri vas v gosteh. Ja, res je. Jaz zmeraj zagovarjam trditev, da je sodelovanje tisto, ki pripelje do najboljših rezultatov. Muzej kot tak ni samo kulturna ustanova, glede na to, da imamo 61 aktivnih pedagoških programov. Smo mi tudi vzgojno-izobraževalna ustanova. Tako z razstavami, kakor tudi s programi sledimo šolskemu kurikulumu in sodelovanje z Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru je nam samo dodana vrednost, tako kot je razstava Dekle prepolovljeno z Rapalsko pogodbo. Rapalska meja, Rapalska pogodba je vsekakor v kurikulumu pri predmetu zgodovina, tako v osnovni, kakor tudi v srednjih šolah, gimnazijah. In mislim, da smo mi Mariborčani ali pa Štajerci povezani z Primorci, kajti po koncu Prve svetovne vojne, pa nekaj že tudi prej, je veliko Primorcev prišlo v Maribor. Tukaj so ustanovili svoje društvo in slovenski Primorci so bili potem v času Prve svetovne vojne tudi izgnani iz Slovenije kot določena skupina ljudi se strani okupatorja. Tako da tukaj vidim povezave in prepričana sem, da bodo učitelji in pa profesori zgodovine razstavo, ki jo bomo danes odprli, izkoristili tudi za obisk muzeja in za dodatno izobraževanje. Namreč obisk muzeja mora biti dodana vrednost delo v šoli in seveda tisto, kar vidimo in morda nekje drugje slišimo, nam ostane bolj v spominu in prepričana sem, da zanimanje za razstavo je že izkazano, skupine so že naročene, tako da moja trditev zagotovo drži. Hvala lepa in seveda ne samo ta, ampak še mnoge druge odlične razstave. Zagotovo, jaz sem zmeraj za sodelovanje v slovenskem prostoru. V bistvu smo sorodne ustanove, sodelujemo tudi z ustanovami, ki morda niso tako na prvi pogled primerne za sodelovanje, če dam primerne v navednice, seveda pa tudi na mednarodnem področju. In tako kot sem rekla na začetku, sodelovanje prinese najboljše rezultate, utrnejo se nove ideje in seveda novi projekti. Hvala lepa, dragi gledalci, torej vabljeni v Maribor na ogled, sicer pa tudi kam drugam, kjer bo razstava lahko še na ogled. Hvala lepa. Hvala.